Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že drugi izmed prispevkov, posvečenih letošnji veliki nagradi Kitajske. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo med kvalifikacijami. Današnji prispevek bo kot običajno razdeljen na tiste tri glavne dele. Najprej si bomo ogledali tehnične novosti. Seveda v drugem delu bomo našo pozornost usmerili k zanimivostim. Na koncu bomo pa skupaj skušali ugotoviti pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami za veliko nagrado. Logično je, da kvalifikacije za sprint so že za nami in bile nam bodo v velikansko oporo pri ugotavljanju razmerja sil za one glavne kvalifikacije, ampak tudi za prihajajoči sprint. A začnimo najprej z tehničnimi novostmi. Tudi tu na veliki nagradi Kitajske jih je kar nekaj. Namreč kar 5 ekip po uradnih dokumentih FIE je prijavilo nekaj novega. In najprej Scuderia Ferrari. Tu je treba povedati, da je edina novost, lahko bi dejali, a res malenkostna. 2 majhna profila, praktično pritrjena na tisti srednji nosilec varnostnega loka Halo. Verjetno se bo marsikdo začel spraševati, čemu služita. In sam bi tu rad povedal, da po mojem skromnem videnju ta 2 profila služita predvsem hlajenju vozniške čelade. Če pogledamo tu simulacijo, bomo videli, da ta 2 profila usmerjata zračni tok navzgor nad čelado prav do tistih hladilnih rež. Druge funkcije žal sam ne vidim in v vsakem primeru ta novost ne more bistveno popraviti ali pa pokvariti aerodinamične slike celotnega bolida. A videli bomo. Druga ekipa, ki je prijavila novosti, je ekipa Haas. In tu lahko vidimo, kako so začeli dobesedno dobivati navdih pri Ferrariju. Namreč okrog njihove izpušne cevi so se začeli pojavljati aerodinamični profili. In seveda zopet z razlogom, da bodo dvignili tisti izpušni plin, ki prihaja iz cevi, podobno kot na SF pomišljaju 26, in pri Haasu si to lahko privoščijo, ker uporabljajo enak menjalnik, kot ga ima Ferrari, z enako nameščenim diferencialom. Treba je povedati, da navdih dobivajo pri Ferrariju, ampak rešitev mora biti njihova. Tretja ekipa, ki je prijavila nekaj novega, je Racing Bulls. Spremenili so obliko tistih majhnih profilov na zadnjem pestu. Žal nisem dobil nekih dobrih fotografij. Nato je na vrsti Audi, kjer imajo drugačno obliko nosnega konusa in prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Na koncu nam ostane še Cadillac. Tu je treba poudariti, da so spremenili nosilce vzvratnih ogledal, kajti v Avstraliji so s tem imeli resne težave, in spremenili so malce obliko difuzorja. A to je po dokumentih, kar se tiče tehničnih novosti, vse. Poglejmo si zanimivosti. Najprej
preden se spustimo v razglabljanja, bi vam rad pokazal tole. Gre za simulacijo kvalifikacijskega kroga, kjer lahko vidite praktično mesta, kjer naj bi bolidi pridobivali električno energijo v zaviranju in seveda, kje je tisti toliko osovraženi kliping. In vidimo lahko že s prostim očesom, da je zadeva bistveno manj skrajna kot ona situacija, ki smo jo videli na progi v Albert Parku. Druga točka, mimo katere ne moremo, je Scuderia Ferrari. Namreč pri njih so na uradni strani objavili simpatični video, kjer smo videli, kako ima Charles Leclerc na svojem volanu celo možnosti igrati igrice, o katerih je govoril pri sami dirki za veliko nagrado Avstralije. A gre samo za humoristični vložek same Scuderie Ferrari. Glavna tema je tisti zadnji aerodinamični stabilizator, imenovan Macarena. Zopet, videli smo ga le na prostem treningu do sedaj. Za kvalifikacije na sprint so pri Ferrariju izbrali ono klasično rešitev. In ker sprint seveda ne dovoljuje takšnih tehničnih posegov, ga bomo videli tudi v soboto zjutraj. Sedaj vprašanje, zakaj to preizkušajo v dirkaškem vikendu, ki ima samo en prosti trening, ne vem. Meni se mi ne zdi preveč pametno, čeprav sem kot običajno skeptičen na učinkovitost tako imenovane Macarene. In tu seveda bi lahko primerjali čase, ki smo jih videli na prostem treningu, s tistim, kar so bili rezultati kvalifikacij. In lahko bi dejali marsikaj, ampak najprej bi se rad ustavil pri tistem incidentu, v katerega je bil nekako vključen Lewis Hamilton. Blokada na zadnji osi. Po eni strani bi tu lahko bila kriva v navednicah Macarena, po drugi strani težava pri sistemu MGUK, ki proizvaja električno energijo pri zaviranju, naprimer. In seveda Lewis Hamilton govori o blokaži zavor. A zanimivo je, da pravzaprav na točki, kjer se je profil prekucnil, smo imeli težave in takoj zatem nismo več videli sistema v uporabi. Po mojem mnenju se z takšnim preizkušanjem samo izgublja dragocen čas. A verjetno sedaj marsikoga bolj zanima, kakšno je razmerje sil pred onimi pravimi kvalifikacijami in kaj lahko pričakujemo pri sobotnem sprintu. Tu je treba poudariti, da Mercedes je v prednosti ne glede na to, kakšno tipologijo zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja uporabljajo pri Ferrariju. Videlo se je, kako George Russell ter Andrea Kimi Antonelli z lahkoto dosežeta najboljše čase. Tako na prostem treningu, kot tudi na kvalifikacijah za sprint. Na to je treba poudariti, da vsaj po mojem videnju imamo tako McLaren kot Ferrari dokaj blizu, dokaj skupaj. Lahko bi dejali, da če je imel Ferrari v Avstraliji rahlo prednost pred McLarenom, je sedaj zadeva bolj uravnotežena, bolj izenačena. Tu seveda je treba poudariti, kako na prostem treningu sta oba Mercedesa bila praktično razred zase. In seveda časi v sektorjih nam to potrjujejo. Težave za Red Bull. Bi lahko tu dejali, da imajo tudi oni probleme
pri pogonskem sklopu, spomnimo se, kaj se je zgodilo Hajdarju na dirki za veliko nagrado Avstralije. Ampak tu smo videli, da se je zaostanek povečal sicer oba v Q3, ampak bistveno bolj zadaj, kot bi si lahko mislili. In na koncu je treba poudariti, da zopet vidimo, naprimer, kako je projekt ekipe Cadillac totalno nedorastel v Formuli 1. Aston Martin se počasi pobira. In že na drugi veliki nagradi so prišli z lahkoto pred to novo ameriško ekipo, kjer je treba povedati, da Perez ni sodeloval v kvalifikacijah, ker je imel težave z dotokom goriva, kar je ena izmed osnovnih zadev pri Formuli 1. In tu seveda, kaj lahko pričakujemo na samih kvalifikacijah in tudi sprintu. Priznam vam, da ukolikor se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega, je enostavno napovedati, da na sprintu bomo zopet gledali dvojno zmago za tovarniško ekipo Mercedes. In na kvalifikacijah ni težko nekako predvidevati, da bomo videli spet prvo štartno vrsto v barvah tovarniške ekipe Mercedes. Razlika je enostavno prevelika. Na to bo zanimivo videti, kakšen bo boj med Ferrarijem in McLarenom. Ferrari ima zaradi manjšega preseka turbine prednost pri startu, a treba je razumeti, koliko prednosti jim bo to dalo. Sam nisem preveč optimističen. Seveda na kvalifikacijah bomo gledali podobno sliko kot danes. Seveda tu ne moremo z gotovostjo dejati, ali bo imel morda McLaren manjšo prednost ali Ferrari, ali bodo poravnani kot tu, razlike so premajhne. Treba je povedati, da Oliver Behrman je zopet dokazal svoj talent in seveda, da ne smemo preveč pričakovati od Red Bulla. A vseeno, menim, da smo dobili zopet potrditev, zakaj v vseh tistih treh mojih ocenah, ki sem jih podal po 3 tednih samih testiranj v predsezonskem obdobju, je bil Mercedes zmeraj na vrhu. Sedaj upam, da ste razumeli tudi sami. Edina točka, ki bi lahko tu spremenila rahlo potek celotnega dogajanja, bi lahko bila v teoriji ta, da Andrea Kimi Antonelli bi začel napadati Georgea Rusla in da bi gledali boj med obema voznikoma. Čeprav dvomim, da se bo kaj takega zgodilo. A za danes, za prispevek med kvalifikacijami je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.